zaseljenstva, domačini, dragi bratje in sestre. Zbrali smo se pri sveti maši na praznik apostola Tomaža, da se najprej Bogu zahvalimo, da nas je zbral tukaj, da moramo biti združeni ob oltarju, pristopiti njegovi besedi in ga prijeti v svoje srce v ohranjilu, kajti to je moč, hrana našega življenja, hkrati pa to prinaša radost bivanja v naše življenje. Lepo je, da ste tukaj in iskreno sem vesel, da sem lahko z vami, kajti na ta ali oni način smo se morda srečali ali v Argentini, ali pa morda v Kanadi, Ameriki, prihajali ste v Škofove zavode ali po vaših prijateljih, ko ste bil tam še direktor. Skratka, danes mislim, da smo ne glede iz katerega konca sveta prihajamo. Prvi vi ste tukaj iz Vipave, Škofijske gimnazije, združeni v eno družino. Povezani smo v Kristusu. In ko smo povezani v Kristusu, tukaj ni meja. Lepo se zahvaljujem gospodu Smolju, ki je vse to tako lepo organiziral, to srečanje danes in Tomaža in pogovor, ki bo sledil potem naši nekdanji dijakinji Cecilii, ki je bila tista, ki je tudi vse informacije in vse ostalo posredovala. Posebej sem ponosen na to, da tisti, ki so bili nekoč učenci, sedaj postajajo naši učitelji. In kot je že Seneca zapisal pismo svojemu prijatelju, pravi, da je najlepše, ko vidiš, da tisti, ki se ga učil, teče, zdaj že tebe spodbuja, mene spodbuja, da tečem. Zato hvala za to prijateljstvo, iskrena hvala za to lepo in prijetno srečanje z vami. Glede, pri tej sveti maši se želimo najprej zahvaliti Bogu. Bogu, ki je stvarnik življenja, Bogu, ki nas je poklical življenje. In to je pravzaprav največji čudež našega bivanja, da lahko živimo, na katerem koncu sveta že smo. Potem bi se radi zahvalili vašim staršem, ki so vas gojili v veri, ki so poskrbeli za to, da ste ohranili jezik, da ste ponosni na svoje korenine, da ste ponosni na to, da živimo v milostnem trenutku zgodovine, da smo mogli ohraniti 19. obletnico samostojne države Slovenije. Rodovi so to pričakovali. In gledajte, v našem trenutku, ko mi živimo, se je to zgodilo in vsi Slovenci po svetu, ne glede na to, kjer smo povezani v eno domovino. Država tukaj nima meja. Meja ne pozna zato, ker smo povezani iz naših krščanskih korenin, iz tega naše kulture, jezika in tako smo mogli neskončno hvaležni. Potem se zahvaljujem vsem vašim duhovnikom, ki skrbijo za bogoslužje, ki skrbijo za to, da imate bogoslužje v slovenskem jeziku, hkrati pa tudi, da vas spominjajo na korenine, iz katerih rastete, ali kot bi rekli svetim Avgustinom, da vedno znova vstopamo v svetišče spomina. Svetišče spomina pa pomeni zavedati se korenin, kajti človek brez korenin postaja živa, postaja nemočen, ne more rasti. Lepo se zahvaljujem tudi vsem vašim prijateljem, vsem tistim, s katerimi se srečujete, tistih, ki vas naučijo v slovenskem jeziku in vsem drugih sorodnikov in prijateljem doma in v svetu, kajti zavedati se moramo, da takrat, kada smo povezani, kada smo skupaj, takrat smo močni, takrat smo trdni, takrat to prinaša v življenje novo radost bivanja. In gledajte, dragi prijatelji, današnji praznik apostola Tomaža je tako zelo primeren in Božja beseda, ki smo jo slišali za vse nas, za mlade in za vse iskalce pravzaprav. Človek celo življenje postaja
iskalec na poti vere. In potrebujemo svojo vero. In temeljnega pomena je, tako kot pri Tomažu, ki nam je čudovit zgled v tem, da tudi če je dvomil, tudi če je negotov, tudi če si je Tomaž mislil, ne vem, vsega je konec, stojenje Kristusa, ni nič in tako naprej, toda Tomaž išče, Tomaž ustraja. Dragi fanti in dekleta, to bi vam rad poudaril. Iščite, ustrajajte na poti vere, na poti prijateljstva z Bogom. Vse prihajajo dvomi, negotovosti, morda v trenutku življenja, ki so težko razložljivi, ampak vemo, Bog je z nami in temeljnega pomena je, da na tej poti ustrajamo. Paul Claudel, dramatik in diplomat, je tako čudovito zapisal, luč ni odrečena tistemu, ki jo z iskrenim srcem išče. Dragi prijatelji, ali ni to čudovito sporočilo za vse nas? Nikomu na tem svetu ni odrečena luč. Vsakemu je podarjena, pravzaprav jo nosimo v svojem srcu, svojih srcih. In tisto, kar moramo odkriti, je samo to, da nas Bog ljubi, da odkrijemo to luč, ki jo položil v naše življenje, s tem, ko nas je poklical življenje. Veliko krat govorimo o tem, da mi iščemo Boga. In res je tako, sprašujemo se, iščemo, morda dvomimo, smo negotovi. Ampak drugi vidi, fanti in deklete, morda še bolj pomembno. Bog nas išče, Bog nas ljubi, Bog nas ima rad. In tako pomembno je, da na to Božje iskanje odgovorimo in rečemo, ljubi Bog, hvala ti za to, da sem, hvala ti za moje starše, prijatelje, duhovnike, hvala ti za jezik, s katerim lahko govorim, hvala ti za zgodovino, hvala ti, da lahko živim v tem milostnem trenutku zgodovine. In drugo, gledajte, v čemer nam je apostol Tomaž lahko čudovit zgled, je pa morda zakrit poudarek z današnjega evangelija. V začetku evangelija je bilo lepo rečeno, da ko je Jezus prvič prišel med apostole, Tomaža ni bilo med njimi. In potem v apostolju povedo, da so videli starega Kristusa in Tomaž ne verjame, da to vidim njegovih hrani in tako naprej, ne bom verjel. In gledajte, potem, ko drugič pride Jezus med apostole, pa je Tomaž bil skupaj z učenci. In takrat, ko je bil v občestvu, ko je bil skupaj s svojimi prijatelji, takrat pa veruje, takrat izpove po milosti Svetega Duha vero Jezusa Kristusa stanega, moj Gospod in moj Bog. Kako čudovito sporočilo je to tudi za nas danes. Poglejte, kadar se človek zapira vase, sam zase, Tomaž je verjetno, ko je dvomil, bil nekje sam zase in takrat je bil ščipak, nemočen. Tudi mi živimo v vedno bolj individualistični družbi, ko se človek preveč zapira vase, pred bližnjim, pred sočlovekom. Veliko krat je odvisen morda od interneta, od televizije ali česa drugega. Skratka, ta individualizem, grobi individualizem, ki je povezan s to individualistično ideologijo, je najbolj poguben za človeka. Kadar je človek sam, kadar samega sebe nima rad, kadar se zapira pred prijatelji, takrat ostaja šibak, nemočen, apatičen, utrujen, boji se življenja, izgublja radost bivanja. Kadar pa je s prijatelji v občestvu, tako kot je bil Tomaž potem, ko drugič pride Jezus med apostole, pa veruje Tomaž. Poglejte, za Tomaža bi lahko rekli, bi bilo odločilnega pomena, da se iz tega bega v samoto vrne v občestvo. In tako je tudi v našem življenju. Ne zapiranje vase, ne biti pred človekom,
ampak po občestvu, bližini drugega, ko sem z nekom, ko sem za nekoga, ko nekomu nekaj lepega, dobrega naredim, takrat doživljam tudi bogatstvo lastnega življenja in takrat pravzaprav človek lahko veruje. Veruje, da mu je življenje podeljeno, veruje, da ni sam, ampak da je Božja milost tista, ki nas povezuje v eno občestvo. Zato, fantje in dekleta, bi vam lahko poudaril predvsem to. Držite skupaj. Najprej imejte radi sami sebe. Bodite ponosni na to, kar ste. Bodite ponosni na darove, ki jih imate. In drugo, bodite prijatelji med seboj. Ne glede na to, na katerem kontinentu to živi. Ko smo molitvi povezani med seboj, smo blizu drug drugemu. In ko so morda med nami ne vem koliko 1000 kilometrov dolge razdalje, smo si blizu na drug drugačen način. Blizu smo si prijateljstvu, v veri, predvsem po globoki zavesti, da nas Gospod povezuje med seboj. In tako gledajte, če bomo držali skupaj, če bomo zares živeli za druge, skušali nekaj lepega in dobrega narediti za prijatelje, takrat bomo doživljali tudi radost bivanja. In potem se v življenju nimamo često bati. Vemo, nismo sami. Bog nas povezuje nekaj dobrega, lepega, naredimo lahko za sočloveka in če predstavim še svoj lonček, filozof Martin Buber je zapisal, da je pravzaprav bližnji sakrament. Oče, mati, prijatelj, učitelj, duhovnik je sakrament, pomeni razumevanje Boga, po bližnjem nam sam Bog govori, nas Bog nagovarja in ta srečanja je pravzaprav največji dar, ki ga lahko v tem življenju doživimo. Dobrodošli tukaj doma, želim vam res veliko blagoslova, hvala vam za vaše pričevanje, za vašo zvestobo v veri, za vašo zvestobo v jeziku, domovini, hvala vam za vašo zvestobo v Bogu. Povezani smo med seboj, zahvaljujem se vam za to prijateljstvo in želim, da ne glede na to, na katerem koncu sveta bomo naprej, da smo se blizu in živimo v eni domovini. Temelj te domovine pa je Jezus Kristus. Amen. Gospod, prosimo te za bolne, trpeče in osamljene rojake po vsem svetu, ki nimajo nikogar, ki bi mu lahko zaupali svoje misli, bolečino in stisko. Vodi v tolažbo in upor. Prosimo, da slišiš nas. Gospod, prosimo te za demonike. Ne zapusti jih v trenutki, ko bodo sramočeni, zaznamovani, zavrženi in osvobaženi, ampak jim daj moči, da nadaljujejo svoje poslanstvo in da nam bodo zgled in spremstvo. Prosimo, da slišiš nas. Gospod, prosimo te za vero vseh mladih Slovencev, da bi ostali zvesti krščanskim koreninam, da bi bili ponosni kristjani in zavedni Slovenci. Prosimo, da usliši nas. Gospod, prosimo te za slovenski narod, ki se razteza prek državnih meja, prek oceanov, da bi si bili enotni v tistih stvareh, ki so pomembne za našo domovino in našo prihodnost. Prosimo, da usliši nas. Gospod, prosimo te za slovenske državne voditelje in vse državljanke sveta, vse državljane sveta, da bi jih vodila razum, resnica in ljubezen, ter da bi se odločili dobro svojega ljudstva in vsega človeštva. Prosimo, da usliši nas. Gospod, prosimo te za nas mlade, da bi znali prevzemati odgovornost zase in svoje dejanja, da bi bili odgovorni do svojih bližnjih in do svojega naroda. Naj nas ne premaga otopelost, ampak nam daj moči, volje in vztrajnosti,
da prepoznamo in izpolnimo poslanstvo, ki si nam ga dal. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za vse tukaj zbrani, blagoslovi, da naši dan, naše medsebojno spoznavanje in povezovanje in prizdevanje za dobro. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za vse pokojne, ki so umrli na tujih tleh, v srcu pa vedno nosili željo, da bi se vrnili v domovino. Za vse pokojne, ki so nas prehitro zapustili in za vse opustili družine in prijatelje, pa tudi za tiste, ki so dali življenje za našo vero in narod. Sprejmi jih v svoje varstvo in jim bodi milostljiv, nam pa popolni srca z upanjem, da se nekoč ponovno smirimo. Nakloni večni mir Nikini babici, ki je včeraj umrla, Niki njeni družini pa tolažbo v težkih trenutkih. Molimo. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, sprejmi se ti prošnja po Kristusu, našem Gospodu. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, predal svojim učencem in rekel: Vzemite in pijte iz njega vsi. To je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. Scrivimo
Prepričan sem, da vas čakajo lepi dnevi. Zares, hvala vam, lepo je, da ste tukaj, domovina je ena, ki sem podaril, ne glede na razalje, ki nas ločujejo, povezani smo v eno družino in ponosni na svoje korenine. Želim vam, da bi današnji dan lahko potekal, da bi srečali veliko prijateljev in da bi bili tudi kot apostol Tomaž, ne da bi se zapirali vase, pa sami zase, nekaj jamrali, odobnjali, če vse narobe na svetu, ampak kadar smo skupaj, kadar smo drug z drugim, kadar smo s Kristusom, takrat smo močni, takrat je tudi veliko prostora za radost, bivanja in veselo pričakovanje v življenju. Želim vam torej, da vas spremlja in varuje Božji blagoslov in priprošnja Devica Marije, ki se je danes na prvo soboto v mesecu na poseben način izročamo. Sedaj pa še primimo blagoslov. Bog je našo vero postavil na temelje apostolov, naj vas blagoslovi po slavnih zaslugah in priprošnjah svetega apostola Tomaža. V apostolih nam je dal nauk in zgled, naj vas skupaj z njim naredi za zveste priče Kristusa. Nauk apostolov nam daje trdnost v veri, naj vam njihova priprošnja pomaga priti v večno domovino. To naj vam poveli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti